Naslednja publikacija je pravzaprav že bila predstavljena v tem atriju, ampak v spletni obliki. Gre za historično topografijo Kranjske, ki jo bo zdaj tukaj predstavljal dr. Miha Kosi iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. V bistvu gre pa zdaj za natisnjeno publikacijo, kaj ne? Na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC smo v letih 2011 do 2015 izpeljali projekt z naslovom Historična topografija Slovenije, katerega vodja sem bil in katerega rezultate bom predstavil na kratko danes. Gre dejansko za dve stvari: obsežno podatkovno bazo, ki je zaživela tudi v obliki spletne aplikacije pod imenom SHT, Slovenska historična topografija, in pa elektronsko knjigo Historična topografija Kranjske do leta 1500, prvo v predvideni seriji, ki bo v bodoče pokrila vse slovensko ozemlje. Samo v par besedah, kaj sploh je historična topografija? Gre dejansko za identificiranje oziroma lociranje zemljepisnih imen, krajevnih, vodnih, ledinskih in podobno, na katera naletimo v različnih zgodovinskih virih. To je seveda pomembno za različne znanstvene discipline, od zgodovinarjev, arheologov, geografov, etnologov, umetnostnih zgodovinarjev, pa tudi do jezikoslovcev. In marsikdo od nas se je morda že s takimi problemi oziroma s to tematiko moral kdaj spopasti. Elektronska knjiga Historična topografija Kranjske je torej neke vrste priročnik ali lahko rečemo leksikon, ki navaja stare oblike imen krajev in omogoča identifikacijo oziroma njihovo lociranje. V njej smo zajeli historično deželo Kranjsko v mejah, kot jih je imela konec srednjega veka, nekje okrog leta 1500. Obravnavanih je več kot 3600 lokacij na Kranjskem. Gre za naselja, vasi, zaselke, nekdanje trge, mesta, gradove, dvorce, cerkve, izginula naselja in objekte ter vodna in ledinska imena. Vseh starih oblik imen, imenovali smo jih paleonimi, in ta izraz se je tudi prijel in je bil, lahko rečemo, požegnan tudi strani strokovnjakov z tega področja. Torej starih oblik imen imamo več kot 24500. Vsaka lokacija v knjigi je opremljena z razlago, zakaj gre, ali za naselje, grad, dvor, cerkev, potok in kje približno leži. Sledijo si v kronološkem zaporedju. V kronološkem zaporedju si sledijo stare oblike imen, od prve, na katere naletimo v srednjeveških virih, pa nekje do leta 1500. Vsak paleonim ima datum, navedbo vira, v katerem se pojavlja, na primer listina, urbar, fevdna knjiga in podobno, nahajališče vira, ali gre za arhiv, knjižnico, in eventualno objavo vira ali več objav, če obstajajo. Posebej moram poudariti, da smo navajali tudi citate iz virov, iz katerih so razvidne omembe zanimivih objektov, na primer dvorov, mitnic, mostov, samostanov, cerkva, kapel, hospicev, pri mestih in trgih omembe obzidij, vrat, pravnih inštitucij, kot so mestni sodnik, svet, občina, tudi povzdige naselbin iz trgov v mesta in podobno. Knjiga je, torej ta elektronska knjiga je tudi oblikovno zastavljena zelo jasno in pregledno in tako omogoča zelo hiter dostop do željenih podatkov. Z tega vidika bi posebej izpostavil več kot 100 strani obsegajoč register vseh paleonimov na koncu, kjer lahko hitro najdete določeno staro obliko imena in s klikom na številko strani vas sistem avtomatsko vrže na ustrezno stran, kjer se ta podatek nahaja. Naše delo je temeljilo na, lahko rečemo, stotinah različnih virov, uporabljenih je bilo kar 57 zbirk listin, 62 urbarjev, pa na desetine fevdnih, računskih, kopialnih, notarskih in drugih knjig. Vsi viri so evidentirani na koncu knjige in ta seznam, se moram pohvaliti, predstavlja trenutno najpopolnejši nabor virov za slovensko srednjeveško zgodovino z vsemi aktualnimi nahajališči dotičnih virov. V seznamu literature pa je bilo zajetih tudi 372 enot, gre za objavljene vire in drugo uporabljeno literaturo. Knjiga je namenjena v prvi vrsti strokovnjakom,
kot že omenjeno, z področja zgodovine, arheologije, geografije, etnologije, umetnostne zgodovine, pa tudi jezikoslovja. Še enkrat moram poudariti, da knjigo spremlja tudi internetna aplikacija, najdete jo na naslovu http://topografija.zrc/SAZU.si, ki je vsestransko uporabna. V njej lahko hitro dostopate do enakih podatkov kot v elektronski knjigi, iščete podatke na različne načine in, kar je najpomembnejše, obstaja povezava z zemljevidom in s klikom na določen kraj na Kranjskem pridete hitro do vseh zaželenih podatkov. Na tej strani, na tej internetni strani v zavihku najdete tudi e-knjigo v PDF formatu, obsega več kot 1400 strani in za ljubitelje natisnjenih podatkov si lahko to elektronsko knjigo lepo naložite na svoj računalnik in brskate po njej poljubno. Toliko z moje strani. Hvala. Najlepša hvala.